Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Epiktet, razprave. Prav tako kot se za vsako osebo razlikuje, kaj se šteje za razumno ali nerazumno, se na enak način za vsako osebo razlikuje, kaj je dobro ali slabo in koristno ali nekoristno. Zato potrebujemo izobraževanje, da bi se naučili prilagajati naše vnaprej zasnovane predstave o razumnem in nerazumnem v skladu z naravo. Pri urejanju tega se ne zanašamo samo na našo oceno vrednosti zunanjih stvari, ampak uporabljamo tudi pravilo o tem, kaj je v skladu z našim značajem. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Epiktet nas opominja, da naše predstave o tem, kaj je dobro, zlo, koristno ali nekoristno, niso univerzalne. Te predstave se lahko razlikujejo od osebe do osebe, zato potrebujemo izobraževanje, da bi te predstave prilagodili naravi. Recimo, nekateri ljudje morda menijo, da je prestižna služba simbol uspeha, medtem ko drugi menijo, da je to življenje brez stresa in v harmoniji z naravo. Kaj je dobro ali koristno, se lahko razlikuje glede na osebne vrednote, izkušnje in prepričanja. Prav tako je pomembno, da se naše razumevanje tega, kaj je razumno, prilagaja in razvija skozi čas. Na primer, če smo nekoč mislili, da je razumno slediti družbenim normam brez vprašanj, bi se lahko naše stališče spremenilo, ko se naučimo ceniti avtentičnost in samostojnost. Epiktet nas spodbuja, da se ne osredotočamo le na zunanje stvari, ampak tudi na naš notranji svet. Uporaba pravila, kaj je skladno z našim značajem, nam pomaga usmerjati naše odločitve in dejanja v skladu s tem, kdo smo kot posamezniki. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podkastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.